Spoštovani dijaki in dijakinje, profesori, profesorice in ostali gostje. Lepo vas pozdravljam na prireditvi Šolskega centra Novo mesto ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga praznujemo na dan smrti pesnika Franceta Prešerna in ga tudi imenujemo kar Prešernov dan. Verjamem, da ni treba posebej razlagati, zakaj Slovenci že od leta 1945 praznujemo svoj kulturni praznik prav 8. februarja. Pa vendar, ali kdaj razmišljate o tem, zakaj sploh potrebujemo kulturni praznik? Naj kar sama odgovorim. Zato, ker je imela kultura v zgodovini odločilno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda in slovenske države. Kultura in jezik sta bila v zgodovini temelj našega obstoja in ustvarjalnosti. Še več, bila sta združevalna sila slovenskega naroda. K besedi vabim direktorja Šolskega centra Novo mesto, dr. Mateja Forjana, ker smo letošnjo prireditev pripravili dijaki Srednje elektrošole in tehniške gimnazije, prosim za nagovor tudi ravnatelja naše šole, gospoda Borisa Pluta. Drage dijakinje in dijaki, spoštovane kolegice in kolegi. Mladostništvo je eno najobčutljivejših obdobij v življenju vsakega posameznika in najpomembnejši, lahko rečemo tudi osrednji proces v tem obdobju, je iskanje lastne identitete. Je iskanje odgovora na vprašanja, ki nas bodo definirala kot osebnost. Kdo sem, kakšna oseba želim postati, po katerih vrednotah bom živel, kaj me veseli in kaj me dela srečnega. Seveda so to vprašanja, na katera ljudje iščemo odgovore celo življenje, a v mladostništvu je ta proces najintenzivnejši in nas tudi najmočneje zaznamuje. Kot individualisti v današnjem dinamičnem in na vsakem koraku povezanem svetu ne moremo ne živeti in ne preživeti. Karkoli delamo, navzven ne predstavljamo le sebe. Predstavljamo tudi državo, v kateri smo rojeni, predstavljamo hišo ali stanovanje, v katerem smo se naučili hoditi in govoriti, predstavljamo igrače, katere smo igrali kot otroci, predstavljamo svoje starše in sorodnike, predstavljamo šolo, v katero smo hodili, športe, s katerimi smo se ukvarjali, pesnike in pisatelje, katere smo prebirali in v končni fazi tudi prednike, katerih nismo niti poznali. Vsak človek je mešanica njegovih osebnostnih lastnosti, življenjskih izkušenj in njegove kulture. Zavedali se tega ali ne, kultura na različne načine živi v vsakem od nas. Samo po sebi umevno se nam zdi, da za preživetje potrebujemo hrano, potrebujemo vodo, potrebujemo toplo zavetje doma. A enako pomembno je tudi razumevanje. Razumeti moramo svojo okolico, razumeti moramo drug drugega in razumeti moramo sami sebe. Človek je zato, da zadovolji potrebo po razumevanju, iznašel kulturo. Vzel je bistvene vrednote in resnice, katere ima družba, in jih strnil v zapise, zvoke, podobe in simbole, ki vsem nam pomenijo nekaj. Od Beethovenove Ode radosti, Dantejeve Božanske komedije, Da Vinčijeve Mone Lize, preko Prešernove Zdravljice, Lennonove Give Peace a Chance, do Slakovega Čebelarja ali Cankarjevega Hlapca Jerneja in njegove pravice, nam te besede, ti zvoki, te slike in te pesmi pomagajo govoriti skupen jezik in se strinjati o skupnih vrednotah. Dajejo nam temelje, da si zaupamo. Če si kulturo predstavljamo kot ledeno goro, na majhen del, ki se nahaja nad vodo, ponazarja tiste vidike kulture, katere neposredno dojemamo. Kultura se nam kaže preko umetnosti, jezika, obnašanja, oblačenja, običajev. A veliko večji del kulture je očem na prvi pogled skrit. Le-ta zajema vrednote, prepričanja, tradicije, pravila, dojemanja, miselne vzorce in te ljudje najtežje razumemo. Kultura nas vedno spremlja in ne moremo se ji izogniti. Je del nas in se skriva v našem obnašanju, našem načinu življenja, tudi v odnosu do staršev, prijateljev in do ljudi. V končni fazi tudi dejstvo, da govorimo
šale o Muju in Hasutu in da se smejemo resnicam o Chuck Norrisu, označuje našo kulturo. Le-ta nas združuje v humorju in nas s tem tudi povezuje. Predvsem je pa ključna naloga kulture, da nas rešuje pred ozkostjo našega intelekta in našega srca. Zato naj kulturni praznik v današnjem svetu, v katerem sta širina uma in srca čedalje bolj ogroženi s kulturo nabiranja všečkov na socialnih omrežjih in v katerem so nas, kot pravi Andrej Šifrer, znanost in tehnika, avto, televizija prikovali v zlati brlog, prinese premislek o tem, ali vemo, katere so tiste vrednote, ki nas bodo družile in nam bodo predstavljale osnovo, da bomo, kot je rekel Primož Trubar, tudi v prihodnje stali in obstali. Zahvaljujem se dijakinjam, dijakom, profesoricam ter vodstvu Srednje elektrošole in tehniške gimnazije za pripravo proslave, kakor tudi vsem nastopajočim za njihove nastope. Vsem skupaj želim kulturni praznik. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najlepša hvala tudi vsem nastopajočim, kako tudi vam na tribunah, da boste na koncu in da bomo na koncu znali kulturno nagraditi današnji praznik oziroma tiste, ki so nam ga to namenili. Mogoče bi se nadovezal na en dogodek, ki pa upam, da ni resničen, se pravi, da je vic. In sicer na govorilnih urah učiteljica slovenščine opozori očeta: gospod, vaša hčerka je neprestano žaljiva do Franceta Prešerna. Oče ponižno odgovori: vem, da je moja hčerka včasih precej nesramna. Dajte mi prosim njegovo številko, da se mu opravičim. Torej, verjamem, da je ta dogodek osamljen in da se vsi zavedamo pomena kulturnega praznika, ki se imenuje po Francetu Prešernu. Žal je vedno tako, da večino ljudi obeležimo z njegovo smrtjo, vendar Slovenci od leta 2000 imamo tudi v koledarju praznik, in sicer ta veseli dan kulture, in sicer 3. decembra se je rodil France Prešeren. Glede na to, da je današnji dan namenjen kulturi, sem si drznil pogledati oziroma me je zanimalo, odkot izvira ta beseda, in Wikipedija pravi, da izvira iz latinske besede, ne boste verjeli, kultura. V najširšem pomenu označuje izraz kultura vse produkte posameznika, kar je bi že direktor rekel, od tehnike, umetnosti, znanosti, moralnih sistemov, vedenja, kako tudi navad. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje kulturo v 146 zapisih, recimo, če omenim dva: agrikultura, kmetijstvo, medtem ko fiskultura, boste pa danes videli tudi tukaj na bradlji in na parterju. Različne človeške kulture oziroma družbe imajo različne kulture, osebna kultura posameznika pa se lahko razlikuje od kulture drugega. Zato bodite ponosni, kdo ste, kaj ste, odkot ste, vendar ne na račun drugega. Lep praznik vam želim. Božidar Jakac, Mari Kogoj, Anton Podbevšek, Miran Jarc, Leon Štukl, leto gospodovo 1920, novomeška pomlad. Novomeška pomlad. Zgodila se je jeseni 1920. Takrat se je rodila slovenska avantgarda. Jeseni 1920 so mladi novomeški umetniki v Novem mestu pripravili prvo pokrajinsko umetniško razstavo, ki so jo pospremili z glasbenimi literarnimi večeri, na katerih so postavili nove temelje slovenske umetnosti, saj so vplivali na njen nadaljnji razvoj v širšem slovenskem prostoru. Slovesnost se je odvijala kmalu po prvi svetovni vojni,
zato je bilo več kot razumljivo, da so v svojih umetniških stvaritvah izrazili zgroženost nad vojno morijo in željo, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. Žal se sanje mladih umetnikov niso mogle uresničiti, saj je človeški pohlep oziroma želja po doseganju ciljev tako močna, da se voditelji držav niso pripravljeni ozirati na žrtve. Z današnjim kulturnim programom želimo predstaviti nekatere izmed glavnih osebnosti novomeškega umetniškega gibanja. Nastopili bodo recitatorji z recitalom poezije Antona Podbevška in Mirana Jarca, plesalci plesnega studia Novo mesto, telovadci šolskega centra Novo mesto Sokolsko vajo in član gimnastične reprezentance Luka Bojanc ter mlada glasbena skupina Jaja Boys. Prosim, da potek kulturnega programa ne prekinjate s ploskanjem, saj smo si ga zamislili kot celovit glasbeno-plesni in literarni nastop. Noči v družbi čudežnih rajskih ptic, ki so me obkrožale sedečega v nočni srajci z dolgimi in širokimi rokavi mojega očeta hiši in pele o meni, ob skalnati obali stoječem, neprekosljivem morskem svetilniku. In life, we always have to choose which way to take. One way is right, another wrong. There is now and there is gone. Yes, no, family, work, good, bad, money or love. This way or that way. No matter what, just choose your way. Keep going. Štiri razsvetljena okna so vame strmela, ko sem se odpravil iz mesta, kakor po tipkah klavirja in sem se oziral v oblačno nebo.
In sem si mislil, kdaj ti bom enak nebeški slikar, kar zjutraj naslikaš, spreminjaš vsak trenutek, včasih celo naenkrat razkosu z nožem belo platno, poškropiš ga s curki svoje krvi in pokriješ z viharjem svoje duše. In že sem slišal odgovor, kakor da govori k meni, brneč brzo javni drog. Kolikokrat si že stopil na glavo, ali veš? Mesečina, mesečina, vsa divja pokrajina bajno žari, še gore se v tem blestenju topijo. Zdi se, da poje vsa nebeška srebrnina. Kam si prisluhnilo, srce moje? Anjo, ki najbrž ne bo nikoli vedela, da sem jo ljubil, sem mislil. Na njene bele roke, ki me mogoče objemajo v sanjah, na njene črne lase, o katerih se mi zdi, da segajo do tal in ki bi me v opojnih nočeh pokrile, da ne bi več videl večno krožečega sonca. Njeno vitko telo, ki bi se žejno naslajalo z mojo krvjo. Zasovražil, pa sem bolj kot kdaj bledo ljubico, ki hodi za menoj z opotekajočimi se nogami, da se vrže suženjsko v prah pred menoj in me prosi z objokanimi očmi za ovenel nagel v moji gumbnici. Vesoljnega vodometa mesečina šumlja, šumlja na bajne pokrajine mojega srca. Iz bilke, iz rože, iz vej kipi za vzdihom vzdih, vsemirske deline lije vsemirske žeje dih. In ko je bila čaša duše polna bisernih snov, je v prostore tiho zvenečih zlatih zvonov pav zaklical noč. Krik njegov bil je misli suličaste za smeh. Kaj si lažeš o pojnosti dveh, saj si sam, sam. In ona odšla je Bog ve kam.
svet, tole je narobe svet, skor smo že mrtvi vsi, se ko se ne živi, ko se ne živi, ko se ne živi. Ko se mimo dej, da ratajo neumnosti, spet divjamo na okrog, da nas reši samo Bog, ko pa treba se je ustaviti, da se da se več poprav, ker nas se vedno bolj mudi. Vedno lepi negovan, zadnji čas je spet zaspan, v glavi se vrti, možgani so mi ušli, v glavi se vrti, možgani so mi ušli. Akademskih 5 minut, skozi vrata ne vod, v glavi se vrti, možgani so mi ušli, veste stran vsi, me se ful budi. Lepe ženske so okoli nas, lepe ženske. Nemočni smo brez vas, gole ženske, v naših posteljah za gole ženske. Ta konec je, tak veste stran vsi, me se ful budi. Ko se mimo dej, da ratajo neumnosti, spet divjamo na okrog, da nas reši samo Bog, ko pa treba se je ustaviti, da se da se več poprav, ker me se vedno bolj mudi. In sem že stal pod gigantskim slavolokom Modrijanov, od ustvarjanja sveta, ki je še vedno brez strehe. Skušal sem pasti vanje, ki so gledali svojo okolico s plešami na glavah in ščeli, kakor bi gledal globoko brazdaste njive. Stal sem na levi strani slavoloka in sem se počutil silno nesrečnega. Takrat so utihnile ptice, ko je okamenela te zemlje velika volja, vzbočena v togo gorovje. Sonce jekleno odmeva od skalovja v skalovje. Tu je onemela upornost vesolja v molčečnost ostro. Bilo pa je nekaj nenavadnega, ko sem videl, da mi kameniti pogledi Modrijanov pritrjujejo in me pomilovalno ogledujejo. Odbil sem se od prvega Modrijana na levi strani slavoloka, Kakor bi bil električna žoga in priletel Modrijana na desni strani. Od tega sem se zopet odbil in odletel Modrijana na levi strani in odbijal sem se navzgor, vedno v kotu 45 stopinj.
že pred te pomešani upov. Jaz sem anarhist, anarhist, punkar, punkar in nudist. Jaz sem anarhist, anarhist, punkar, punkar in nudist. Hvati se ne družijo, kad greš ven zvečer, se prekleneš na žank in špiješ mir. Vstaneš jutri, še pogledaš obraz, neverjeten še zmeri jaz. Jaz sem anarhist, anarhist, punkar, punkar in nudist. Jaz sem anarhist, anarhist, punkar, punkar in nudist. Anarchist, anarchist, bunker, bunker, in nudist. Jaz sem anarchist, anarchist, bunker, bunker, in nudist. Anarchist, anarchist, bunker, bunker, in nudist. Jaz sem anarchist, anarchist, bunker, bunker, in nudist. In ko sem bil že precej visoko v zraku, sem nenadoma zagledal korakati skozi slavolok milijonske množice bojnih ljudstev, oboroženih od nog do glave. Šli pa so v presledkih in vlekli so se v neizmerne daljave, kakor velikanske sive kače. Pravkar je posijal mesec in gledal sem nizke, koščene ljudi, ki so korakali v 13 stopih. Zemlja je vatlo donela pod njih umerjenimi koraki in od neba se je odbijalo njihovo orjaško vojno petje. Spremljale so jih številne vojaške godbe in kadar je prenehala ena, je pričela druga. Vseh godb pa je bilo več tisoč. Na čelu so jezdili vojvode na iskrih konjih vrancih in z golimi meči v rokah. Nepregledne so bile vrste tovornih avtomobilov, v katerih so bile naložene strojnice z municijo orjaških topov in ogromnih tankov, ki so se pomikale kakor velikanske želve. Na vozovih so sedele družine, žene, dekleta, otroci in starčki. Poplovi so krožili po zraku, kakor ptice ujede. In na morju vseh vrst, torpedni čovni, bojne ladje in tako dalje. In sem se vzpenjal vedno kvišku in spletal mrežo rdečo od svoje srčne krvi. In že sem prišel do poslednjega Modrijanu. Rabelsko se mi je zasmejal pozdrav. Počutil sem se popolnoma svobodnega. Nič več se nisem mogel odbijati, kakor bi bil električna žoga. K sebi sem potegnil čudodelno lestvo, ki sem jo spletel s svojo krvjo. Vrgel sem jo na nevidno steno v zraku. Postala je trdna, kakor bi bila iz najboljšega pletiva. Pod menoj neskončno brezno in nad menoj brezmejno nebo. Žalostni človek na strmini, vsemirska podoba. Za vznožje ima golo, molčeča gora. Vsi ga vidijo, a nihče se ne zavzame in vsi le strmijo. Poveša roke, sklanja glavo. Ali misliš, da je morda drevo, ki bi rado sinino, pa joka po zemlji? Misliš, da je obešenec, ki je obvisel na zanki svojih misli?
Misliš, da je trudni Bog? Pa je le žalosten človek. Gleda, kako se vse povrača v svoje domove. Gleda ptice in misli na svojo dušo. Zame ne živi nobena rožica na svetu, nobena dušica, nobena zvezdica. Sem si prizatrjeval z nemiljivim peklom srcu. Ali sem dovolj močan, da se mi ne bo zvrtelo v glavi, če se ozrem mračne dežele, ki so že za mano? Kam? V tem čudnem hipu nikogar. Sredi kaosa sem sam. Sam. O, zakaj sem se izločil, iztočil iz neskončnih temin? Zakaj? Svita se, ali čutite to svetlikanje? Ne Ljudstev ni več, ne narodov, ne človeštva. En človek stoji sredi sveta, en sam človek z belim trnjem kronom. Odprite okna, odprite duri, novi človek prihaja. Vsi mehanizmi morajo umreti. novi človek prihaja. Dajte, da ga pozdravim i jaz. Sem izvedel, tako sem vam to povedal. Pričo zvestobi srca, ki poln uspeha bi bila. Hvala vam, da ste z nami, hvala vam z ramo v rami. Skupaj na zadnji niz, semper fidelis, karačizmo bomo končali, pozadega bomo ostali. Mirne živce brez skrbi, do konca gremo skupaj vsi, to je Wiseman enkrat rekel. Svobodi bi se odrekel, za usodo pojdi pa, z vami do konca se nikoli ne predam. Za nič v svetu vas ne izdam, v trenutku vam stopim v bran. Temu ljudstvu v slogi je moč, z vami na svetu mogoč. Iste me naredimo svetlobo, skupaj z večno zvestobo. Vsi za enega in eden za vse, k novi zmagi poželimo se, karačizmo bomo končali, do zadnjega bomo ostali. Mirne živce brez skrbi, do konca gremo skupaj vsi, ko je Wiseman enkrat rekel, po svobodi bi se odrekel, za usodo pojdi k vam, z vami do konca se nikoli ne predam.
zadnji ga bomo star. Mene živce brez krvi, do konca gremo skupaj vsi, ko je vajstva nekrat rekel, tu svobodi si se odrekel, za usodo pojde pa, s vami do konca se nikoli ne predam. Z vami nov svet bo mogoč, iz teme naredimo svetlobo, skupaj z večno zvestobo, vsi za enega in eden za vse, k novi zmagi poženimo se. Tako pravijo Jaja Bojsi in z njimi se popolnoma strinjam. Za današnjo prireditvijo smo prišli do konca, zato se od vas poslavljamo in vam želimo vesel kulturni praznik.